poporodno depresijo se sooča veliko mamic, a se o njej še vedno premalo govori, zlasti v skupnosti gluhih. Gre za obdobje čustvene stiske, ki se lahko pojavi naenkrat, kmalu po porodu, ali pa se razvije postopoma. Mamice se lahko soočajo z občutki hude tesnobe, utrujenosti, osamljenosti in nemoči, kar lahko vpliva na njihovo vsakdanje življenje in odnos z otrokom. Obiskali smo 32-letno gluho mamico Žano in njenega partnerja, ki imata 2-letno hčerko. Žana nam je zaupala, kako je doživljala poporodno depresijo, s kakšnimi izzivi se je soočala in kaj ji je pomagalo, da se je ponovno počutila bolje. Znake poporodne depresije in anksioznosti vsaka ženska lahko občuti malo drugače. Pri nekaterih se pojavijo močna žalost, izguba zanimanja za stvari, ki so jih prej veselile, težave s spanjem, utrujenost, razdražljivost ali občutki krivde. Druge se lahko soočajo z močnim nemirom, paničnimi napadi, pretirano zaskrbljenostjo za otroka ali občutkom, da niso dovolj dobre mame. Pomembno je poudariti, da ti občutki niso znak šibkosti, temveč posledica hormonskih sprememb, telesnih in čustvenih naporov ter novih življenjskih okoliščin. Pravočasno prepoznavanje znakov in iskanje pomoči je ključno za okrevanje. Depresija lahko močno vpliva na odnose z otrokom, partnerjem in širšo družino.
Pri nekaterih povzroči občutek odtujenosti, pomanjkanje povezanosti, več nesporazumov in čustveno odtujenost. Na partnerski odnos vedno ne vpliva negativno, še posebej, če je partner razumevajoč, potrpežljiv in zna nuditi pravo podporo. Tak odnos lahko mamici pomeni varno oporo pri soočanju z depresijo. Ključno je, da se odprto pogovarjamo in skupaj iščemo rešitve. Podpora partnerja, širše družine in prijateljev je pri soočanju z depresijo izjemno pomembna. Lahko pa jo poiščemo tudi pri prijateljih, strokovnjakih, v podpornih skupinah. Vsaka oblika podpore šteje, ter lahko olajša okrevanje in daje občutek varnosti. V gluhi skupnosti je pa porodna depresija pogosto še vedno tabu tema. O tem se malo govori, saj je dostop do informacij pogosto otežen. Številne vsebine niso prilagojene gluhim ali niso na voljo v znakovnem jeziku. Zaradi tega marsikatera mamica ne prepozna svojih stisk ali si ne upa poiskati pomoči, saj se boji nerazumevanja ali celo obsojanja v skupnosti, ki je majhna in kjer se novice hitro širijo. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da o tem odkrito spregovorimo in ustvarimo varen prostor, kjer lahko spregovorimo o svojih izkušnjah in poiščemo pomoč.
Strokovno pomoč pri poporodni depresiji lahko poiščete pri psihoterapevtih, psihologih in psihiatrih. Dostopna je v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, centrih za duševno zdravje ali pri zasebnikih. Če greste preko osebnega zdravnika z napotnico, je pomoč brezplačna, a so čakalne dobe lahko dolge, tudi več mesecev. Pri zasebnih terapevtih je pomoč plačljiva, od 50 do 70 evrov na srečanje, vendar je dostop hitrejši, pogosto v nekaj dneh ali tednih. Poporodna depresija je lahko težka izkušnja, a z razumevanjem, podporo bližnjih in strokovno pomočjo se lahko vse spremeni na bolje. Pomembno je, da vemo, da nismo sami, da to ni nič sramotnega in da rešitev obstaja. Ko si dovolimo poiskati pomoč, naredimo prvi korak k bolj lahkotnemu in srečnejšemu vsakdanu.